ker to je v bistvu ena stvar, ki na začetku ne veš, kako v bistvu bo to sprejeto, ne, in a sploh kdo rabi to, ampak so v bistvu se naučile, da očitno res jih to zanima in tako da bi rade še to peljale naprej in razvijale. Jaz sem začela, ko sem imela, oziroma svoje prvo sodelovanje sem dobila, ko sem imela 300 sledilcev, tako da je to nek pokazatelj, da res ne potrebuješ nekega influencerstva. Ja. Po domače rečeva, pridite na našo delavnico, ker res poveva vse. Danes ob skodelici kave gostim dve mladi, zelo ambiciozni ustvarjalki vsebin, Lija Zuljan in pa Milena Gasparin. Lepo pozdravljeni. Hvala za povabilo. Kot najprej vprašam svoje goste, me zanimajo tudi vajini kavni trenutki, glede na to, da se danes družimo ob skodelici kave, ampak vem, da v vajnih skodelicah ni kava. Ja, mi dve malo čitava, zato ker sva bolj na mači, smo bolj tista mača tim. Tako da, ja, zame skodelica mače predstavlja nek jutranji čas, kadar se zbudim za sebe, ko je tak ritualček, da malo počasi se zbudiš, splaniraš dan in da te tako pomiri in da si pol focused and ready to go. Ja, za mene isto kot za Lijo je to kot neka jutranja rutina ali pa pauza med delom, matcha latte ali pa čaj latte. Teda vidim, da sta si kar podobni in verjetno je tudi to razlog, da pa skupaj sodelujeta, tudi poslovno. Ja, verjetno smo res zaradi tega začele, ker smo se nekako tako ujele. V bistvu sva se šele pred letom dni spoznale in mogoče to ne bi bilo videti na ven, ampak sva se zelo hitro potem ujele, po moje lih zaradi tega, ker ful stvari isto gledava, podobne stvari naju privlačijo in ja, sva se tukaj najdle v bistvu v veselju delanja istih stvari, no. Ja, nekako so se povezali in uspešno sodelujeva. Tako. No, kot si rekla, ne bi rekla, da se poznata komaj eno leto, se vidi, da se res ujemata, glede na to, da smo že zdaj preživeli nekaj časa skupaj, se res vidi. Ja. Zdaj sem se spomnila, ko ste omenili mačo, pri tebi, Lija, lahko na Instagramu vidimo tudi kratke epizodice, kjer odkrivaš mače po Ljubljani in to sem omenila zato, ker mislim, da bo to marsikomu prišlo prav. Hvala. Ja, res je, zdaj sva z Ionom začela nove epizode, Matcha Diaries, ker sva videla ful priložnost, da bi se v Ljubljani še malo zboljšala ta matcha game oziroma matcha community. Tudi mi dve z Mileno se večkrat srečava, da greva pol zmeri v isti bar in bi si želela, da bi v kakšen nov kafiček šle, včasih ti zapaše iti v kakšen drugi ambient in bi v bistvu z Ionom zelo rada, da se razvije ta community, da začnemo strežiti dobro mačo, da vidimo tudi, da se naučimo v bistvu, koliko ima nekih teh zdravstvenih plusov mača, koliko je v bistvu dobro za metabolizem, zdravje, imunost in tako naprej. In ja, tako da sta začela zdaj to epizodo in bova videla, kam naj jo popelje. No, super. Zdaj gledalci, poslušalci vejo, kam se obrniti za dobre nasvete. Hvala, se trudiva, ja. So pa danes tukaj, da malce več poklepetamo o družbenih omrežjih, kjer vidve redno delujeta in pa ni skrivnost, da so se strategije oglaševanja v zadnjih letih kar dosti spremenile. Ni zdaj več tako, da samo profesionalci, ko smo jih poznali prej, ustvarjajo te vsebine, ampak je tukaj tudi UGC vsebine. Ne? In zdaj, kdo drug kot pa dve ustvarjalki bosta najboljše razložili, kaj je sploh UGC. Tako da morda za naše posluševalce čisto na kratko, da si lažje predstavljamo, kaj je UGC. Ja, to je user generated content oziroma vsebina, ki je pripravljena ustvarjalcem. Ko lahko poveš kaj več. Tako, ja, v bistvu UGC je videomaterial, ki ga za razliko od tradicionalnih oglasnih vsebin, se pravi nekih kampanj in videoprodukcij, naredi ustvarjalec, se pravi uporabnik. Da najlažje razložim, kot da bi skupila eno kremico od ene znamke in bi potem res videla neke dobre rezultate na svoji koži in bi potem v bistvu predstavila preko videa, kakšna je ta kremica, kakšna je struktura, zakaj mi je všeč njihova recimo estetika, embalaža, da je veganska, kakorkoli že je, izpostaviš neke take atribute skozi video vsebino, vendar jo pač ustvari uporabnik. In znanstvene raziskave v bistvu so pokazale, da ljudje zmeri bolj zaupamo neki tem človeškim izkušnjam, človeškemu materialu bolj kot videoprodukciji, ki je bila narejena za to, da zgleda popolna in je bila v bistvu zelo prodajno naravnana. UGC pa je bolj tak raw oziroma organska vsebina, lahko temu rečemo. Okay. Ja, zato, ker so se ljudje naveličale tiste reklame oziroma direktne prodaje, je pa v bistvu potem nastal UGC content.
Tako, v bistvu, če pomisliš že same sebe, če gledaš neko reklamo, prej boš, saj jaz vem za sebe, prej bom verjela neki punci, ki mi res pokaže nek rezultat ali pa neki na svoji koži, da vidim, kako izgleda, kakor pa neki uradni oglaševalski reklami, ki vem, da je bila pač postavljena zato, da bo izgledala tako, da jo želiš kupiti tisto produkt. In kako se je začela vajina pot, glede na to, da UGC je bil razširjen najprej seveda v tujini, v Slovenijo to pride s manjšim zamikom, ampak se mi zdi, da je res tu zdaj porast tega. Ja, pri obema se je začelo nekako to organsko. Postalo je to vse iz ljubezni in želje do ustvarjanja in potem nekako so se tudi našli naročniki oziroma tisti, ki to cenijo delo. Ja. Tako, v bistvu prav za UGC, jaz sem najprej pač ustvarjala na Instagramu, objavljala fotke in tako, in potem sem preko ene platforme dobila ponudbo, da rabijo UGC kreatorja, v bistvu to je bila znamka Equa in sem sprejela to sodelovanje in potem so v bistvu oni sami meni napisali, da želijo dolgoročno sodelovati z mano in tako se je v bistvu prav prvo sodelovanje začelo, potem pa ja, objaviš, potegaš, se izpostaviš, pa vidijo druge znamke in v bistvu pol tako to gre naprej, ko si enkrat namrežen, pač si potem je lažje dobiti naročnike. Ja. Ampak zelo organsko pri obeh dveh. Ja, rekla si, da se izpostaviš, ampak pri UGC lahko ustvarja ustvarjalec tudi brez, da se njega vidi direktno obraz, ne? Ja, res je. Tako nekako jaz sem tako začela, da se nisem toliko izpostavljala, da so v kadru večinoma bili predmeti, pa roke, pa mogoče kje se vidiš samo z hrbta. Ampak zdaj opažamo se več in več, da mogoče je pa res potrebno, da se izpostavljaš z obrazom, da te ljudje vidijo in tako ti bolj zaupajo. Ja, vsekakor je fajn, da je naš obraz oziroma človek prisoten. Je pa res to, kar si rekla, za postati UGC kreator ne potrebuješ biti recimo influencer ali pa nekdo, ki je medijsko izpostavljena ali pa znana oseba, dajmo temu reči. Ampak je praktično gre za nekoga, ki posname in odda to vsebino podjetju in potem ima podjetje pravico do uporabe te vsebine, tako da v bistvu res sploh ne potrebuješ ali biti znan ali influencer ali pa karkoli, ne, v bistvu si lahko samo kreator. Ja, res je. Jaz sem začela, ko sem imela, oziroma svoje prvo sodelovanje sem dobila, ko sem imela 300 sledilcev, tako da je to nek pokazatelj, da res ne potrebuješ nekega influencerstva. Verjetno je tudi odvisno od naročnika oziroma za kateri izdelek se gre, ali ti potrebuješ pokazati obraz, verjetno neko kozmetiko in neke učinke moraš pokazati na svojem obrazu, ne? Tudi zato, da bolj verjameš, ne? Če vidiš obraz. Sigurno. Torej, kako naj nekdo, ki mu je to všeč, začne? Ja. Po domače rečeva, pridite na našo delavnico, ker res poveva vse. Ampak... Ja, so nekateri koraki, kateri predstavljajo na najni delavnici. Mogoče danes ne bomo razkrili prav vsega, ampak tako, če bi dali na svet, ker naj stalno sprašujejo v DM-ih na Instagramu, kaj in kako, tako da... Biti pogumen in ustvarjati. To po moje najbolj pomembno, da ti ustvarjaš skozi in seveda potem pri temu kontaktiraš podjetja, ustvarjaš, označuješ jih, tegaš na Instagramu. Moraš biti aktiven, moraš imeti prakso in skozi ustvarjati. Tako, in tudi jaz bi dodala to v bistvu res, ko je rekla Milena, snemati. Moraš prvo sam zase snemati, poberi doma par produktov, ki jih že imaš, ki jih lahko umestiš v video, poskuši, uči se, glej v tujini, kaj delajo ljudje, glej, kaj delajo ostali kreatorji, ki so že priznani kreatorji, kaj brendi rabijo, kaj brendi objavljajo na svoje Instagram profile in vadi, ja. Ok, ampak če nekdo ne želi to objaviti na svojem družbenem omrežju, lahko vseeno snema in pošlje kot nek promocijski paketek podjetju, si predstavljam, ali je boljše, da se objavi? Lahko seveda se to tako naredi, ampak se mi zdi, da vseeno trenutno Instagram je to tista največja platforma, preko katere dobivaš stranke in se mi zdi, da je pomembno vseeno, da se izpostavljaš. Seveda vsak določi neko svoje mejo, koliko se želi izpostaviti, ampak se mi zdi, da moraš biti prisoten. Ja. Jaz v bistvu tudi verjamem v to, da mogoče tisti, ki se vem, da imamo včasih neke strahove, pa se ne bi izpostavil, pa kako bo izgledalo to pred drugimi, pa jaz sem zdaj kar neki ustvarjalec vsebin, mogoče je to tudi tako z malo negativnim pridihom v Sloveniji, ampak jaz mislim, da moraš vse to pozabiti, vse to odvršiti in se samo zavedati, da zaenkrat v tem trenutku je Instagram platforma, ki ti tebi omogoča zastonj samopromocijo.
Se pravi, ko ti to objaviš, ti ne rabiš plačati naročnine ali pa plačati nekih stroškov, da to objavljaš. Se pravi, ti se sam sebe lahko promoviraš brez stroška. In ne izkoristiti tega bi bilo žalostno. Tako, zamujena priložnost. Točno to sem želela reči. Ja. Ja, zato mi dve tudi imamo to delavnico, oziroma se trudiva ustvarjati community, ker če si sam in misliš, da zdaj se bom pa jaz izpostavljal in tako naprej, imaš tiste strahove in tako naprej. Ampak ko si enkrat v communityju, tako kot sva se mi dve z Lijo povezali, tako kot se povežemo z drugimi kreatorji, ti je potem lažje in te ni več tako strah, da bi se mogel kjerkoli izpostavljati. In kje lahko dobimo več informacij o teh delavnicah in pa kaj še načrtujete v prihodnosti? Ja, večinoma deliva kar preko Instagrama, to je najina glavna platforma, tako da na mojem Instagramu in na njenem, kadar imamo delavnico, delimo linke, vse povemo o delavnici, kaj zajema, kje se nahaja. Zdaj smo v bistvu 3. izpeljali, dodali tudi online možnost. Zdaj pa za prihodnost pa ja, planirava še eno, zdaj verjetno v novembru bo v Ljubljani ponovno, potem pa ja, razmišljava o tem, da bi naredili mogoče malo večje izobraževanje, da bi šli prav korake od samega začetka. V planu je, no, bomo pa videli. Tako. To bo zagotovo pomagalo marsikomu, pa tudi mislim, da sem videla same dobre odzive na vajino delavnico. To je pa verjetno tudi povod, da boste še naprej delali v tej smeri, a ne? Ja, sigurno, hvala. Ker to je v bistvu ena stvar, ki na začetku ne veš, kako v bistvu bo to sprejeto, ne, in a sploh kdo rabi to. Ampak so v bistvu se naučile, da očitno res jih to zanima in tako da bi rade še to peljale naprej in razvijale. Ja, na koncu sva bili na zadnji delavnici zelo presenečeni, ko sva razprodali v 3 urah in to za naj je bilo, wow, to pa res potrebujejo, tako da morajo iti naprej. Tako. Ja, zagotovo to vse več ljudi zanima, zato ker smo obkroženi s takšnimi vsebinami, pa morda kdo videli, pa se reče, to bi lahko tudi jaz, nek občutek za estetiko, želja po ustvarjanju, pa se najdejo v tem. Ja, in tudi v bistvu smo opazili, da na delavnico ne pridejo samo tisti, ki bi želeli biti kreatorji, ampak v bistvu tudi podjetja. In zakaj to pride ful prav? Zato, ker če si ti neko podjetje, ki se ukvarja s content creatorji, lahko preko najine delavnice v bistvu zveš, kaj naj pričakuješ, kakšno kvaliteto naj ti plačaš in kaj želiš za to dobiti. In v bistvu je ful fajn tudi zaradi tega, da se malo ozavestiš, pa pogodbe, pa cene, pa tako naprej. Tako da se mi zdi, da ja, so videli tudi v bistvu podjetja že vrednost v tej delavnici, tako da Tako je, ali pa izobraževanje za svoje zaposlene, tako. Ali pa če je to kakšna manjša znamka in si trenutno ne more lastnik privoščiti, da bi plačal content creatorjem, se pa lahko nauči sam in na začetku ustvarja sam vsebino za svojo znamko. Tako. Zagotovo več prednosti za obe dve strani v bistvu, ne? Ja, Ja, tako. ja. Kako pa bi opisali, koliko dela se v bistvu res skriva za tem delom? Ja. Veliko. Ja, to je ena taka debata, ker se pogosto srečujemo s tem, da marsikdaj to delo ni cenjeno, ker se ne vidi. Uporabnik oziroma znamka, ki dobi ta video, vidi 10 do 15 sekundni video in si reče, ok, ne, to je samo 15 sekund, ampak zatem stoji res ogromno dela. Ja, res. Včasih tudi ure snemanja samo za en posnetek, 10 sekund. Recimo se poveva z Miljano, včasih vzame 6 ur, da narediš en tak posnetek. Potem imamo pa še editing, pa a je bilo sonce tisti dan, a je bilo v redu vreme. Potem tukaj odzadaj so tudi v bistvu vsi stroški. Mi imamo najboljše telefone, mi imamo aplikacije, doplačujemo, prostor na telefonu doplačujemo, potem stanovanje moraš imeti estetsko. To so vse stroški, ki so v bistvu skriti odzadaj, pa se mogoče ljudje tega ne zavedajo. Potem pa sploh tvoj čas, pa tvoje znanje in praksa, ki si jo že do zdaj naredil. Ne? Tako da ja, mogoče se včasih zdi, ko je rekla Miljana tistih 10 sekund, kako zdaj to upravičiš, ampak ko pa pol tako povemo, pa rečejo, a ja, ok, to pa makes sense, ne? Ja. Tako da ja. In če smo se prej tudi pogovarjali o izpostavljanju, če se izpostavljaš, moraš se tudi urediti, make-up, frizura, nohte in vse to, in tudi to vzame čas, finance in tako naprej. Ja, recimo neka manikura je v bistvu obvezna, ne? Urejeni nohti, to ne bi mogoče doben pomislil, ne? Pa frizura, pa
lepo namazane rokice, pa v glavnem, da vse zgleda elegantno in Ja, kvalitetno. kvalitetno na nivoju in v bistvu tudi, da tudi neka raziskava pride sem. Ne, vsako podjetje je drugačno, vsaka stranka je drugačna in ti ne moreš snemati isto za vsakega. Vsak ima drug branding, drug ton, druge vrednote in v bistvu ti moraš kot UGC kreator, če si uspešen, moraš vse to sam zaznati in v bistvu potem tudi s takim slogom to snemati in dostaviti tako vsebino, ki bo uspešna za vsako podjetje posebej. Tako da moraš v bistvu prepoznati nek stil podjetja, ne, njihove vrednote. In Ja. mislim, da to res ne zna vsak. Ja, zato imamo tudi delavnico in res učiva in se trudiva, no, da Gremo res v podrobnosti. No. tako. Res, mislim, da res dostaviva res ogromno znanja dostaviva z delavnico. No. Tako da še vsaka, ki je bila do zdaj, bila presenečena. In midve pa valjda z veseljem podava to. Ker na začetku tudi midve ne. V bistvu ni samo kot najno snemanje tukaj, ampak tudi vse to učenje na začetku, ker na začetku si sam, dokler nimaš communityja, ne veš, kako postavljati cene, kaj je neka norma in se loviš in potem iščeš, tudi midve se dodatno izobražujeva v tujini in tako naprej, zmeri iščeš načine za biti boljši. In v bistvu, ja, je ful pomembno, da imaš, mislim, verjameva midve v to, da je ta community kreatorjev ful pomemben, da se lahko zaupamo, da se lahko pogovarjamo o istih stvareh in nudimo roko eden drugemu, kadar se rabimo, tako da. Ja, predvsem v Sloveniji, kot le je vse tako zaprto in noben nič ne pove in moraš iskati načine, ker jaz drugače prihajam iz Rusije in ko sem bila v tem na začetku, nisem poznala nobenega res in nisem vedela niti, kakšne so okvirne cene, kakšna podjetja so na trgu, kam bi šla in tako naprej. Zato se trudiva ustvarjati ta community in se nama zdi res pomemben. Pomoč vedno pride prav. Vso to znanje, ki ga omenjate, in pa seveda izkušnje, so vas verjetno pripeljale sploh do tega, da ste se odločili za delavnice, ker koliko razberam, itak ne bi želeli, da bi zdaj kar neke informacije dajati naprej, če ne bi bile v njih prepričane. Ampak zdaj omenjate ta community, ne? In tudi nismo tako navajeni, da se dve iz iste panoge združita, ker verjetno sta si po neki strani tudi konkurenca, ko delate zase, a ne? Mi dve strmiva k temu, da je vsakdo avtentičen. In ja, v bistvu verjameva v to, da vsak prinese na mizo nekaj svojega, nekaj posebnega in ne glede na to, če ti delaš v isti niši ali pa z istimi podjetji, vidiva tlele ful veliko priložnost, da ti daš sam sebe ven, svojo osebnost, svoje karakteristike, svoj način dela, tvoje interese in se mi zdi, da se lahko tlele pač gledamo eden drugega, konkurenco kot nekaj dobrega, ne kot nekaj slabega, ker če je konkurenca, pomeni, da imamo kaj za delati. Če ne, ne. Tako da, mislim, mi dve res, mogoče tudi jaz izhajam iz te malo bolj Gen Z generacije, se mi zdi, da mi smo zmeri bolj tako, da premikamo te meje in res, ko bi rekla, sva mi dve videli priložnost ena pa drugi, da se poveževa, da ustvariva skupaj nekaj, kar bo imelo vrednost, rajše, kot da pač se gledamo grdo oziroma kakorkoli delava. Tudi mi dve z istimi znankami, vsaka posebej kot svoj biznis, ne kot skupaj in uspešno sodelujeva tako v poslovnem, kot v privatnem življenju, tako da se da. Ja, in tudi ponavadi znamkam priporočava, da delajo ne samo z enim content creatorjem, ampak z veliko različnih. No. Ja, ker v bistvu, če bi imeli samo enega, bi že zelo potem to bilo podobno influencerstvu, ne? Ker v bistvu tam pa imajo en ali dva obraza in njih veliko časa gledamo, ne? Tako. Kaj pa so recimo še največje razlike med tema dvema panogama? Ja, tukaj je zelo taka, se mi zdi, da siva cona, ampak je pa zelo pomembno, da razumemo razliko, ker tudi včasih se nam zgodi, da opazimo, da mogoče tudi podjetja ne prav razlikujejo teh dve stvari. Najbolj enostavno povedano je, ko se podjetje odloči delati z influencerjem, plača za njegovo publiko, za številko sledilcev oziroma za community. Dajmo reči, da je še boljše, če je to community. In v bistvu to je plačana promocija in ti plačaš torej res za te ljudi, ki jih ima influencer za sabo, ki mu zaupajo, ki je z njimi zgradil nek trust. Na drugi strani UGC pa nima nobene veze s tem, se pravi, kdo je za kamero, ampak je v bistvu organska vsebina, ki ni prodajno naravnana, se pravi, to ni promocija, zgleda veliko bolj naravno in ni v bistvu ta prodajen aspekt porinjen naprej, ampak bolj življenjski slog. Se pravi, ti umestiš nek produkt v nek življenjski slog in to je v bistvu tista stvar, ki potem prodaja. Tako da v bistvu lahko ti
samo daš podjetju ta video posnetek, oni ti plačajo in tukaj se v bistvu tvoje delo konča. Se pravi, ti nisi dolžen karkoli temu podjetju ga slediti, ga promovirati. To so dve različni stvari. Ja, mogoče, če povzamem, influencer objavi na svojem profilu tisti video oziroma fotokontent, ki ga ustvari, content creator pa ga preda podjetju in podjetje že podjetje samo na svojih kanalih potem to objavlja. In v bistvu ful velika prednost UGC je tudi to, da seveda, če se dogovori podjetje naročnik z UGC kreatorjem, ima lahko tudi pravice za to vsebino v oglasih in potem v bistvu oni lahko uporabljajo to kot organska vsebina na njihovem Instagramu, na feedu, na storiju za kakšen storytelling, mailing listo, ad za meta, v glavnem se da vse dogovoriti. Medtem ko influencer, recimo, če objavi na story, to traja 24 ur in te vsebine ni več. Tako da v bistvu podjetjem pride veliko bolj prav ta vsebina, kaj lahko potem še oni obračajo in zavijajo tudi v druge objave in v bistvu imajo ful več načinov, da izkoristijo tisto, za kar so plačali, no, dajmo tako reči. Tako. Mislim, da sta super zaobkrožili tole celotno panogo, ki se zdaj tako razširja pri nas in zagotovo smo poslušalcem ponudili en tak upogled vse to, kaj se dogaja, da boljše razumemo. Hvala za tale kratek klepet in pa uspešno še naprej. Hvala. Hvala tebi.